Zelo zahtevno je bilo predvsem pridobivanje fotografskega gradiva, kajti nekateri ti dokumenti še nikoli niso bili skenirani ali pa fotografirani v neki visoke rezoluciji. Tako da so morale institucije, tudi tuje recimo, za nas prvič reproducirati to gradivo v največji možni rezoluciji. Nenazadnje se je seveda tehnologija v vseh teh letih zelo spremenila. Tako da imamo mi tukaj v knjigi zbrane tudi recimo Brižinske spomenike v neki rezoluciji, v kakršni še niso bili objavljeni. To je rezolucija, ki ti resnično ločljivost, da ne bom govoril s tujko, to je ločljivost, ki ti omogoča, da ti pravzaprav vidiš ta dokument skoraj da tako, kakor da bi ga lahko držal, kot da bi ga držal v rokah. In pri slovenskem gradivu, ki nam je bilo seveda dosegljivo, v slovenskih institucijah pa smo angažirali Tomo Jeseničnika, slovenskega profesionalnega vrhunskega fotografa, ki je te dokumente posnel z fotografsko opremo, ki je prav primerna oziroma prav delana seveda za take dokumente, ki jih tudi ne poškoduje, za flashi, ki ne poškodujejo tega gradiva, kar pomeni, da smo spet tukaj pridobili eno kvaliteto na fotografskem gradivu, s kakršno se ne more pohvaliti nobena predhodna knjiga o teh dokumentih in zgodovinskem gradivu. Tukaj je bilo zelo pomembno, da so nam avtorji točno in natančno povedali, katere dokumente želijo, katero verzijo katerega dokumenta, ker nekateri so seveda v večjih izvodih, posebno kakšne knjige in podobno, da smo pridobili najboljšo možno kakovost na vseh področjih in da je ta knjiga tudi potem nek poseben presežek v zgodovini slovenskega založništva.